Vulkan se prebudi na Islandiji. Gora izbruhne in v nebo izbruha milijone ton pepela. Nekaj nenavadnega se dogaja na Islandiji. V zadnjih letih so to državo prizadele močni potresi in zaporedni izbruhi vulkanov. Po podatkih islandske meteorološke službe in geologov, to ni običajna vulkanska dejavnost. To je del zelo dolgega geološkega cikla, ki se lahko nadaljuje skozi številne generacije. In kar je presenetljivo, ne gre le za nekaj let. Možno je, da bo to trajalo še 200 do 400 let. To pomeni, da bodo otroci, ki se danes rodijo na Islandiji, verjetno še vedno doživljali enako vulkansko dejavnost, tudi ko bodo odrasli. In tudi njihovi vnuki in naslednje generacije se bodo morda soočale z enako situacijo. Toda zakaj se to sploh dogaja? Zakaj se zdi, da se izlivanje lave in tresenje tal v tej državi nikoli ne ustavi? Odgovor leži prav pod Islandijo. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček. In prosim, naroči se tudi na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. To ni samo nek otok sredi Atlantskega oceana. To je eno izmed redkih krajev na svetu, kjer se neposredno stikata dve ogromni tektonski plošči Zemlje. Na eni strani je severnoameriška plošča, na drugi strani pa je Evrazijska plošča. Vsako leto se počasi oddaljujeta druga od druge. Njuno gibanje je zelo počasno, približno tako hitro, kot rastejo naši nohti. Toda kljub tej počasnosti ima to velik vpliv pod Zemljo. Ko se ti dve plošči oddaljujeta, nastane razpoka v zemeljski skorji. In iz zelo vročega dela plašča se magma dvigne, da zapolni nov prostor. Ko se magma ohladi, postane nova kamnina. Na ta način se zemeljska skorja postopoma povečuje. Tako je nastal zelo dolg srednjeatlantski greben, najdaljša gorska veriga na celotnem planetu. Dolga je več kot 16.000 kilometrov. Edina razlika je, da je skoraj celoten ta del skrit pod morjem. Toda na Islandiji je drugače, ker se ta greben nenadoma dvigne in pride na površje oceana. In tukaj se začne edinstvena zgodba te države. Toda kaj se pravzaprav skriva pod Islandijo? Pravzaprav pod Islandijo deluje še ena močnejša sila. Ni le razdvajanje tektonskih plošč. Tektonske plošče so razlog, zakaj je Islandija tako aktivna. Obstaja pa še en velik razlog, in to je, da je cela država postavljena neposredno na vroči točki v plašču. Kaj pa je to? To je del znotraj Zemlje, kjer je bolj vroče kot pri običajnih kamninah v plašču. In zaradi izjemne vročine se kamnine lažje stopijo in postanejo magma. Več magme se nabere, več je možnosti za potrese. In večja je verjetnost močnih izbruhov vulkanov. To je kot dve različni napravi, ki hkrati potiskata navzgor na iste mesto. Zato ni čudno, da je Islandija eno najbolj aktivnih vulkanskih območij na svetu. Po besedah geologov je združitev srednjeatlantskega hrbta in žarišča plašča na eni lokaciji zelo redka na Zemlji. To je tudi razlog, zakaj se otok že zelo dolgo obdobje nenehno povečuje. Medtem ko številne države počasi požira morje zaradi erozije, Islandija še naprej ustvarja novo kopno. Novo zemljo iz ognja, ki prihaja iz globin planeta. Kljub temu, če pomislimo, je Zemlja že zelo stara. Ocenjuje se, da je naš planet star več kot 4 milijarde let. Če pa to primerjamo z Islandijo, je ta kot novorojen del sveta. Z vidika geologov je ta država še zelo mlada. Po raziskavah islandske meteorološke službe in geologov so najstarejše kamnine na Islandiji v zahodnih fjordih in vzhodnih fjordih. Njihova starost je približno 16 do 18 milijonov let. Morda se nam to zdi zelo dolgo obdobje. Toda v zgodovini Zemlje je to skoraj kot včeraj. Da si boste lažje predstavljali, ima veliko delov celinske Evrope kraški teren, ki je star več kot 500 milijonov let. To pomeni, da je razlika v primerjavi z Islandijo zelo velika. In bolj, ko greš proti jugu države, mlajša je Zemlja. Na polotoku Reykjanes je veliko delov kopnega, ki so nastali šele v zadnjih 3 do 7 milijonih let. V svetu geologije je to še vedno zelo mlado. To pomeni, da narava v tej državi še ni končala svojega dela. Do danes jo še vedno spreminjajo vulkani. Eden najboljših primerov za to je majhen otok Srci. Leta 1963 na tistem delu Atlantskega oceana ni bilo nobenega otoka. Tam je bilo samo morje.
Nato je začel izbruhniti vulkan pod morjem. Počasi se je lava dvigala iz globin, ohladila se je, ko se je pomešala z morsko vodo. In v samo nekaj letih se je rodil nov otok, kot da se je iz morja nenadoma pojavila nova zaplata sveta. Ker so znanstveniki natančno vedeli, kdaj se je oblikoval srce, so ga spremenili v izjemno pomemben naravni laboratorij. Vstop navadnim ljudem je tu strogo prepovedan. To so storili, da ne bi motili naravnega razvoja življenja. Skozi leta so ptice postopoma začele prihajati. Nato je veter prinesel semena rastlin. Postopoma so se začele množiti tudi trave, mahovi, insekti in druge oblike življenja. Zaradi tega so znanstveniki videli, kako se ekosistem začne na kraju, ki je bil prej samo gola skala in lava. To je eno redkih krajev na svetu, kjer so lahko skoraj od prvega dne spremljali nastanek celotnega ekosistema. Toda mladost Islandije ima svojo ceno. Ko je zemlja še mlada, to pomeni, da so razpoke pod njo še sveže. Gibanje magme je še bolj aktivno. Pogosteje izbruhnejo vulkani in pogosteje se pojavijo tudi močni potresi. Po podatkih islandske meteorološke službe je v državi približno 30 aktivnih vulkanskih sistemov, natančno število ni lahko določiti. Nekateri vulkanski sistemi imajo namreč samo en velik vulkan, vendar pa obstajajo tudi zelo dolge verige razpok pod zemljo, ki lahko izbruhnejo na različnih delih. Nekateri so tudi več 100 let mirni, preden se ponovno prebudijo. Zato je, odvisno od načina štetja geologov, število glavnih aktivnih vulkanskih sistemov lahko med 28 in 33. V zadnjih 10.000 letih je na Islandiji izbruhnilo več kot 100 vulkanov. To je eno najvišjih števil v vsej Evropi. In zaradi edinstvene lege države se lahko pojavijo skoraj vse vrste vulkanskih izbruhov. Tukaj lahko vidimo vulkane, ki počasi izbruhajo, tanko lavo, ki teče več kilometrov daleč. Obstajajo tudi vulkani, ki nenadoma izbruhnejo in v zrak izvržejo ogromne oblake pepela. Obstajajo tudi izbruhi, ki se zgodijo neposredno na dolgih razpokah v zemlji, namesto le na eni gori. Obstajajo tudi velike kaldere, ki nastanejo potem, ko se pod zemljo izprazni ogromna količina magme. Preprosto povedano, Islandija je kot velika učilnica za znanstvenike, ki želijo preučevati skoraj vse vrste vulkanov na svetu. A kljub vsem tem nevarnostim, večina prebivalcev Islandije še vedno živi tukaj. Ampak zakaj? Zato, ker podnebje ni enako po vsej državi. Osrednji del Islandije je skoraj v celoti sestavljen iz gora, lavnih polj, ledu in obsežnih vulkanskih puščav. To območje je skoraj celo leto zelo mrzlo, le malo ljudi tukaj živi. Po drugi strani pa so razmere na obali veliko boljše, še posebej na jugozahodnem delu države. Zato pomaga zalivski tok, topla morska tokovina v Atlantskem oceanu. Zaradi tega veliko pristanišč ne zamrzne niti po zimi. Prav tako je lažje loviti ribe v morjih okoli Islandije. In ker je rib veliko, še posebej polenoke, so se tukaj začele razvijati številne skupnosti. Ko se je prebivalstvo povečevalo, so rasla tudi mesta. Zgradili so več cest, več hiš, več bolnišnic, več šol. Sčasoma je to postalo središče gospodarstva celotne države. Trenutno velik del prebivalstva Islandije živi v bližini Reykjavika in okoliških območij. Tukaj se nahaja tudi večina pomembne infrastrukture države. Toda narava Islandiji ni podarila le rib. Naučili so se tudi uporabljati toploto, ki prihaja neposredno izpod zemlje. Namesto, da bi se zanašali na premog ali velike količine fosilnih goriv, Islandija uporablja geotermalno energijo. Po uradnih podatkih Islandije je več kot 85% hiš v državi ogrevanih z geotermalno vodo. Iz podzemlja se zelo vroča voda črpa na površje z globokimi vodnjaki. Nato se pošilja v hiše, stavbe, bazene in celo na nekatere ceste, da se pozimi stopi led. Preprosto povedano, ista toplota, ki lahko povzroči uničujoč izbruh vulkana, zagotavlja tudi udobje in čisto energijo za milijone ljudi. Toda ko mesta rastejo in se infrastruktura povečuje, se povečuje tudi nevarnost. Ker zdaj več ljudi živi na območjih, ki jih lahko prizadene naslednji izbruh vulkana. In kar je še bolj zaskrbljujoče, to ni nevarnost, ki bi se lahko zgodila šele čez nekaj 100 let. Po mnenju geologov obstajajo znaki, da se pod polotokom Reykjanes ponovno premika magma. In naslednje poglavje te zgodbe se bo začelo ne v daljni prihodnosti, ampak prav pod nogami ljudi.
Dolga leta se je zdelo, da je polotok Reykjanes miren. Občasno so se še vedno pojavljali potresi, vendar ni bilo nobenih znakov, da prihaja do kakšnih večjih sprememb. Do pozne jeseni leta 2019, ko se je število potresov okoli Fagradalsfjalla nenadoma začelo povečevati. Sprva jih je bilo le nekaj čutiti, a s tedni so se potresi pojavljali skoraj vsak dan in postopoma so postajali močnejši. Po podatkih islandske meteorološke službe je bilo do začetka leta 2021 v samo nekaj tednih na istem območju zabeleženih več kot 40.000 potresov. To ni bil običajen potres. Prav tako ni šlo za velik potres, ki mu sledijo popotresni sunki. To je tisto, kar geologi imenujejo potresni roj. V takšni situaciji se na tisoče majhnih in zmernih potresov zgodi zaporedoma, brez enega jasnega glavnega potresa. Za navadne ljudi je to strašljiva izkušnja, toda za znanstvenike je to zelo pomembno opozorilo. Ko se takšna vrsta seizmičnega roja pojavi na Islandiji, običajno pride do velike spremembe pod zemljo. V mnogih primerih je to znak, da se magma premika, toda kako se to zgodi? Predstavljaj si zemeljsko skorjo kot debelo steklo. Ko se zelo vroča magma iz plašča še naprej dviga navzgor, išče najšibkejši del kamnine. Ko najde majhno razpoko, jo poskuša še povečati. Ko se razpoka veča, se tudi tresljaji stopnjujejo, vendar vulkan še ne izbruhne takoj. Namesto tega magma se postopoma vriva v skorjo. Ko vstopa več magme, pritisk narašča. Ko kamni več ne morejo zadržati te sile, pride do izbruha. Prav to se je zgodilo na Islandiji. Marca 2021, po več mesecih zaporednih potresov, se je na Fagradalsfjallu končno odprla dolga razpoka v zemlji. Namesto da bi izbruhnila velika gora, se je odprla dolga razpoka. Iz nje je neprestano tekla lava. Po besedah znanstvenikov je bila prva odprta razpoka dolga približno 180 metrov. Cela dolina je izgledala kot reka ognja. Mnogi prebivalci so prvič v življenju videli takšno vrsto izbruha. Po navedbah islandske oblasti je to tudi prvi vulkanski izbruh na polotoku Reykjanes. Po približno 800 letih tišine, vendar to ni bil konec. Pravzaprav je bil to šele začetek. Ko se je izbruh ustavil po skoraj 6 mesecih, je veliko ljudi upalo, da je težava končana. Toda to upanje je bilo napačno. Leta 2022 je ponovno prišlo do izbruha. Nato je ponovno izbruhnilo leta 2023. Sčasoma so geologi opazili, da se aktivnost magme seli na druge dele polotoka Reykjanes. Postopoma se je premikalo proti območju Svartsengi. Tukaj se je situacija začela resno zaostrovati. 10. novembra 2023 je po podatkih islandske civilne zaščite skoraj celotno mesto Grindavik bilo evakuirano. Več kot 3700 prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove. Ne zato, ker bi že bila izbruhnila erupcija, ampak zato, ker so znanstveniki opazili ogromno magmatsko intruzijo, ki poteka neposredno pod mestom. Preprosto povedano, ogromna količina magme se premika globoko pod zemljo in kadarkoli lahko najde pot na površje. Le nekaj dni po evakuaciji so se v samem Grindaviku pojavile številne razpoke, nekatere hiše so bile poškodovane, na cestah so nastale globoke razpoke. Poškodovane so bile tudi nekatere vodovodne cevi in druga pomembna infrastruktura. Po poročanju Reutersa in islandske oblasti je to ena največjih naravnih nesreč, ki jih je Islandija doživela v zadnjih desetletjih. Do danes je v Grindaviku še vedno malo stalnih prebivalcev, saj ostaja nevarnost novega izbruha visoka. Toda za geologe je ena stvar, ki so jo opazili, še pomembnejša. Ni se zgolj prebudil en vulkan. Menijo, da se je ponovno začel zelo dolg geološki cikel, ki se nazadnje zgodil v času vikingov. In tukaj postane zgodovina izjemno pomembna. Ko so prvi nordijski naseljenci prispeli na Islandijo leta 874, naštataka so vestno beležili pomembne dogodke. V svojih starih zapisih in sagah so zgodbe o ognju, ki prihaja iz morja, in temi celo sredi dneva. Dolga stoletja so nekateri mislili, da so to le legende. Ko so sodobni geologi proučevali stare tokove lave, plasti vulkanskega pepela in sedimente okoli Reykjanesa, so opazili, da se številne podrobnosti ujemajo zapisi vikingov. Študije islandske geološke službe in drugih raziskovalnih ustanov so pokazale, da je med letoma 1210 in 1240 na območju Reykjanesa prišlo do niza velikih izbruhov.
To obdobje danes imenujejo Reykjanesovi požari. Takrat ni šlo za en sam izbruh. Izbruhi so se vrstili in trajali več desetletij. Zaradi tega so bila uničena obsežna pašna zemljišča, kmetje so imeli težave, veliko živine je poginilo zaradi pepela in pomanjkanja hrane. To je bil velik izziv za prve prebivalce Islandije. Toda še pomembnejši so ti stari dogodki postali, ko so znanstveniki začeli preučevati globljo zgodovino Zemlje. Pod jezeri in plastmi zemlje na Islandiji so tanke plasti vulkanskega pepela. Navadnemu človeku se to zdi kot navaden pepel. Toda v laboratoriju ima vsaka plast svoj kemični podpis. Različne količine silike, železa, magnezija, kalcija in drugih mineralov so kot prstni odtis vsakega vulkana. S preučevanjem teh plasti pepela in uporabo radiokarbonskega datiranja tal nad in pod njimi, lahko znanstveniki natančno določijo, kdaj so se zgodile starodavne izbruhe. Po študiji, ki jo je Islandska geološka služba objavila marca 2020, so ugotovili, da to ni prvič, da se je polotok Reykjanes prebudil. V zadnjih 4000 letih je bilo več dolgih obdobij intenzivne vulkanske aktivnosti. Vsak cikel traja več 100 let, nato se aktivnost ponovno umiri. In po približno 800 do 1000 letih se začne nov cikel. Zato geologi danes resno preučujejo trenutno situacijo. Ne zato, ker bi natančno vedeli, kaj se bo zgodilo naslednje, ampak zato, ker so dogodki, ki jih vidijo danes, skoraj enaki vzorcem, ki so se zgodili v preteklosti. In če je njihova razlaga pravilna, to morda ni le začasna serija izbruhov. To je morda začetek nove faze aktivnosti, ki bi se lahko nadaljevala zelo dolgo časa. V času vikingov, ko se je zemlja odprla in je izbruhnil ogenj, niso mogli storiti skoraj ničesar drugega, kot se umakniti, moliti in poskušati preživeti. Ampak Islandija je danes povsem drugačna. Imajo satelite, GPS postaje, potresne senzorje in znanstvenike, ki skoraj v realnem času spremljajo gibanje Zemlje. Inženirji pa dobesedno gradijo zidove proti lavi. Po podatkih Islandske meteorološke službe so se tla na nekaterih območjih dvignila, preden so nekateri deli Reykjanesa izbruhnili zaradi nabiranja magme pod površjem. To ni nekaj, kar bi zlahka opazili s prostim očesom. Vendar pa s pomočjo GPS-a in satelitskega radarja znanstveniki lahko vidijo, kateri deli Zemlje se napihujejo, pogrezajo ali premikajo. Ko se Zemlja nenadoma dvigne, to pomeni, da se pod površjem nabira pritisk, podobno kot balon, ki ga počasi polnimo z zrakom. Ko se pod površjem nabira več magme, ta potiska Zemljo navzgor. Če temu dodamo še na tisoče majhnih potresov, postane slika še bolj jasna. Geologi lahko vidijo, kje poteka magma, kako globoko je, kako velika je in ali je možno, da pride do površja. To ne pomeni, da natančno vedo, kdaj bo izbruhnil vulkan. Noben znanstvenik ne more popolnoma natančno povedati, v kateri minuti se bo Zemlja odprla, vendar lahko opazijo opozorilne znake. In na Islandiji je vsaka ura zgodnjega opozorila izjemno pomembna. Ko se lava začne pretakati, je ni mogoče kar tako ustaviti. To ni kot poplava, ki lahko hitro upade. Prav tako ni kot ogenj, ki ga lahko pogasiš z vodo. Lava je staljena kamnina, izjemno vroča in težka. In ko lava še naprej izteka, lahko prekrije ceste, uniči cevi, pogoltne zemljo in prekine pot do nekega mesta. Zato strategija Islandije ni le ugibanje, kdaj bo izbruhnil vulkan. Še pomembneje je vedeti, kam bo lava šla, ko pride ven. Tu nastopijo inženirji. Uporabljajo računalniške modele za preučevanje oblike terena. Preučujejo, kam se teren spušča, kje bi lahko lava tekla, kje bi se lahko upočasnila in kje bi morali postaviti ovire, da bi jo preusmerili stran od hiš, cest, elektrarn ali vodovodnih cevi. Po poročanju Reutersa in islandske oblasti je po evakuaciji prebivalcev Grindabika novembra 2020 postalo še pomembneje postaviti zaščitne ovire okoli pomembnih območij. Namen teh zidov ni premagati vulkana, z lavo ni tako preprosto. Pravi cilj je bolj preprost, upočasniti jo, preusmeriti in pridobiti čas. Tudi če pridobimo le nekaj ur, je to že velika stvar. Ljudje se lahko evakuirajo, oprema se lahko premakne, nevarne ceste se lahko zaprejo. Elektrarno in oskrbo s toplo vodo je mogoče zaščititi. V državi, ki je odvisna od geotermalne energije, je to izjemno pomembno. Ker če se poškodujejo cevovodi in elektrarne, niso prizadete samo hiše. Prizadeto je tudi ogrevanje.
Prizadeta je elektrika, prizadeta je voda, prizadeta je celotna skupnost. Toda lava ni povsod enaka. Obstaja lava, ki je gosta, počasna in ima grobo površino. Obstaja pa tudi lava, ki je tanjša, bolj tekoča in lažje teče po nižjih predelih tal. Po podatkih USGS sta oblika in zapletenost pregrade zelo pomembni za gibanje lave. Če je zid postavljen napačno, se lahko lava nabere, dvigne in prelije čez njega. Če pa je kot pravilen, je večja možnost, da se tok lave preusmeri na varnejše območje. To je razlog, zakaj ni dovolj, da preprosto nasujemo zemljo. Inženirji morajo poznati smer toka, morajo poznati hitrost, morajo poznati debelino in morajo ukrepati, preden lava dokončno doseže kritično območje. Na Reykjanesu so ovire narejene iz zemlje, gramoza, kamnov in materialov iz neposredne okolice. Včasih, ko jih gradijo, je lava že zelo blizu. To pomeni, da ekipe delajo, čeprav vedo, da se lahko vsak trenutek spremeni smer ognja. To ni običajen gradbeni projekt, to je tekma s časom in boj proti silam same zemlje. Toda prvi poskusi so pokazali, da obstaja upanje. Čeprav ne morejo ustaviti celotnega izbruha, lahko pa spremenijo pot lave v določenih primerih. Lahko zaščitijo nekatere dele infrastrukture in lahko ljudem dajo več časa, da se rešijo. Tukaj se sodobna Islandija razlikuje od Islandije v času vikingov. Takrat je bil izbruh kot usoda. Ko je prišla lava, si samo pobegnil. Zdaj to spremljajo iz vesolja. Merijo s senzorji. Uporabljajo računalniške modele in jo zaustavljajo z umetnimi zidovi. Toda ne glede na to, kako pametna je tehnologija, obstaja še vedno jasna omejitev. Človek ne more ukazati vulkanu, naj se ustavi. Noben stroj ne more preprečiti ločevanja tektonskih plošč. In noben inženir ne more zapreti globokih razpok pod Reykjanesom. Vse, kar lahko naredijo, je, da prehitijo nevarnost, preberejo gibanje zemlje, pripravijo ljudi in preusmerijo ogenj, preden doseže srce mesta. Zato, dokler se magma še naprej premika pod Islandijo, boj te države ni le boj za preživetje. Gre za to, kako daleč se lahko sodoben človek kosa s silo, ki je starejša, močnejša in globlja od katerega koli mesta, ki smo ga zgradili nad njo. Ob vsakem novem izbruhu se Islandija nekaj novega nauči in vsako novo lekcijo takoj uporabijo za naslednji izziv. To je razlog, zakaj so njihove zaščite pred lavo vsako leto večje in boljše. Po navedbah islandske oblasti so po naslednjem izbruhu na polotoku Reykjanes začeli graditi zelo dolge zaščitne pregrade okoli najpomembnejših območij v državi. To ni več preprosta kopica zemlje. To je zdaj ogromen inženirski projekt. Nekatere pregrade so dolge več kilometrov, druge pa so skoraj 24 metrov visoke. Tako so ogromni, da so morali odpreti nove kamnolome, da bi dobili dovolj kamna in gramoza za gradnjo. Tudi materiali, ki jih uporabljajo, niso kar tako. Večina pregrad je narejena iz zelo zbitega bazaltnega gramoza, ker je ta bolj odporen na izjemno vročino in težo lave. Na zunanji strani pa dodajo velike kamne, da se pregrade ne bi zlahka zrušile. Previdno izberejo tudi obliko in kot vsake pregrade, njihov namen ni le preprosta ovira. Še pomembneje je nadzorovati smer lave. Ko inženirji vedo, kam bo naravno stekel tok staljene kamnine, ga lahko usmerijo na varnejše območje. Podobno kot pri usmerjanju deroče poplave, vode ne moreš ustaviti, lahko pa jo preusmeriš, da ne zadene hiš. Enako velja za lavo. Ena najpomembnejših stvari, ki jih ščitijo pregrade, je geotermalna elektrarna Svartsengi. Ta naprava je za Islandijo izjemno pomembna. Od tu prihaja velik del geotermalne energije in tople vode, ki jo uporablja veliko skupnosti. Če bi bila ta naprava poškodovana, ne bi bil prizadet samo en kraj. Možno je, da bi elektrika, ogrevalni sistem in oskrba s toplo vodo bili prizadeti na širšem območju. Zato je vladi velika prioriteta, da to zaščiti. Toda ne glede na to, kako velike so pregrade, ni mogoče popolnoma zapreti celotnega območja. Še vedno morajo obstajati poti za vozila. Obstajajo cevovodi, ki morajo potekati skozi. Reševalna vozila morajo imeti dostop kadarkoli. Zaradi tega so na nekaterih delih pregrade posebne odprtine. Običajno so te odprtine odprte, vendar pa so po navedbah islandske civilne zaščite pripravljene tudi naprave, s katerimi lahko te odprtine hitro zaprejo, če obstaja nevarnost izbruha. V samo nekaj urah se lahko celotna obramba spremeni glede na situacijo. Delo se ne konča niti, ko se izbruh ustavi.
Pravzaprav se takrat šele začne novo preverjanje. Znanstveniki posodabljajo svoje računalniške modele, ugotavljajo, kje je tekla lava, kje je bila pregrada učinkovita, kje so jo morali povišati in kje je treba postaviti novo obrambo. Nato se celoten postopek ponovi. Ko pride do novega izbruha, sledi nova analiza, nova gradnja, nova prilagoditev. To je neprekinjen boj, ki lahko traja zelo dolgo časa. Dobra novica je, da so bili po poročilih islandske oblasti številni njihovi napovedni modeli učinkoviti. V nekaterih primerih je bila računalniška simulacija skoraj enaka dejanski poti lave. Zaradi tega so se lahko hitreje odločili, kam poslati težko opremo in katero pregrado je treba dodatno povišati. Toda tudi, če je tehnologija še tako dobra, so trenutki, ko morate izbirati. Ni vsega mogoče rešiti. Eden najbolj očitnih primerov za to je Modra laguna. To je ena najbolj znanih turističnih destinacij na Islandiji. Med izbruhi proti koncu leta 2024 je lava dosegla nekatere dele njene okolice. Nekatera območja so bila žrtvovana, da bi rešili pomembnejšo infrastrukturo. Po poročanju Reutersa in islandske oblasti je glavni cilj novih pregrad zaščititi geotermalno elektrarno in glavne stavbe. Parkirišče ni prioriteta. Vozila je lažje zamenjati, kot izgubiti geotermalno elektrarno, ki oskrbuje z energijo ogromno ljudi. Pokaže, da je v času nesreče treba sprejemati težke odločitve. Ni vso premoženje mogoče rešiti. Vendar obstaja ena težava, ki je niti najvišja pregrada ne more ustaviti. Ko se nova razpoka odpre prav pod mestom, je to največja omejitev vseh obrambnih ukrepov. Če se magma neposredno dvigne pod hišami in cestami, nobena pregrada je ne more ustaviti. To je razlog, zakaj se priprave na Islandiji ne osredotočajo le na gradnjo zidov, nenehno tudi izboljšujejo celotno svojo infrastrukturo. Imajo načrte za premestitev nekaterih daljnovodov na varnejša območja. Nekatere cevovode so zakopali globoko v trdno kamenje. Nekatere glavne ceste so ponovno zasnovali, da bi bilo lažje vzpostaviti alternativne poti v primeru izbruha. Z razvojem tehnologije raziskovalci uporabljajo tudi umetno inteligenco za hitrejše iskanje alternativ. To je ogromna količina podatkov iz satelitov, GPS postaj, seizmičnih senzorjev in največja omejitev je, da tudi s tem ni mogoče natančno napovedati naslednjega izbruha, vendar to pomaga hitreje prepoznati znake izbruha. Vendar pomaga zaznati vzorce, ki jih človek morda ne bi takoj opazil. Ker se to pogosto dogaja na Islandiji, imajo številne države alternative. Po mnenju vulkanologov in strokovnjakov za nesreče je v zgodovini redko, da bi sodobna država morala živeti sredi stalne vulkanske krize, medtem ko še naprej ohranja svoje gospodarstvo in mesta v pogonu. Če bodo ukrepi Islandije uspešni, bi to lahko služilo kot model za druge države z aktivnimi vulkani v prihodnosti. A vendar je na koncu ena resnica jasna. Človek nikoli ne more ustaviti gibanja Zemlje. Ne moremo ustaviti tektonskih plošč. Ne moremo ukazati magmi, naj se ustavi. Vse, kar lahko storimo, je, da preučujemo naravo, razumemo njena opozorila in uporabimo znanost za zmanjšanje škode. Tisoče let je Islandija oblikoval ogenj, ki prihaja iz globin planeta, in zdi se, da se to še kmalu ne bo končalo. Medtem ko se nadaljuje nov vulkanski cikel Reykjanes, se bo Islandija soočila z izzivom, ki lahko traja ne le nekaj let, ampak tudi več desetletij. To ni preprosta zgodba o enem vulkanu. To je zgodba o narodu, ki vsak dan poskuša slediti eni najmočnejših sil narave. In z vsakim novim vulkanskim izbruhom se vedno znova dokazuje ena stvar. Človek morda ne more nadzorovati Zemlje. Toda s pomočjo znanosti, pripravljenosti in pravih odločitev lahko rešimo več življenj, medtem ko se svet, v katerem živimo, še naprej premika.